Inspiracija je Piran in vse, kar vidim tukaj. Torej barve, ki se spreminjajo z letnimi časi, detajli. Vedno znova odkrivam detajle na hišah, na zgradbah in zgodbe, ki me inspirirajo za ustvarjanje teh hišk. Idejni proces se začne, ko najdem naplavljen les. In najprej v bistvu opazujem, kakšen je, in potem nekako iz spomina pokličem barve, okna, detajle, ki se mi zdijo, da bodo šle na ta kos lesa in bom lahko iz njega ustvarila eno piransko hiško. Tako da začne se v bistvu s kosom lesa, ki ga najdem. Moja največja prednost je, da sem bila od vedno zelo ustvarjalna in da je ustvarjalnost moje vodilo. Zelo rada ustvarjam in to je zame najpomembnejše. Se je to zgodilo zelo organsko. Prvi intervju mislim, da sem imela atelje pred nekaj mesecev, ko me je obiskala novinarka iz avstrijske revije in se je navdušila nad hiškami in je želela intervju z mano. Sledilo je veliko intervjujev za časopise, revije, radije, televizije. Poleg tega pa sem veliko objavljala tudi na Instagram, svoj proces ustvarjanja, mojo inspiracijo, in ljudje so bili navdušeni. Potrebovala sem prostor za ustvarjanje in začela ustvarjati tukaj, ampak ker je tako obiskana ulica, veliko ljudi prihajalo k meni. In takrat sem se potem odločila, da bom v bistvu uredila pol prostora v galerijo, ker bojo moje končane hiške na voljo. Ta del pa sem ohranila za moj material in mojo delovno površino. Na faksu sem se navdušila nad reciklažo, nad tem, da lahko v bistvu v okolici poiščem material in da v bistvu raziskujem, kaj mi okolje ponuja. Torej, da ne hodim stran, ampak da v bistvu začnem opazovati, kaj mi tukaj ponuja, in morje mi je ponudilo les. Zato sem to vzela in začela s tem ustvarjati. Vse države, ki so pobarvane v modro barvo, to pomeni, da so tam hiške. Torej, v vseh teh državah so moje hišice. Ko nekdo kupi hiško, ga vedno vprašam, kam jo bo nesel, in potem, ko pove, v katero državo gre, jo pobarvam in dodam v bistvu na ta zemljevid. Imam še atlas, kjer obkrožujem mesta, kamor grejo hiške. Tako da znotraj vsake države lahko vidim, v katerih mestih so te hiške. Sem presenečena, da so v toliko državah. Torej, od nekih tako majhnih, kot je Mauritius, do Avstralije, mislim, tako v bistvu na vseh kontinentih. Tako da največje presenečenje je to, da so vsi te ljudje prišli v Piran po hiško. V bistvu se mi zdi, da se spreminja, odkot prevladujejo kupci. So obdobja, ko je veliko kupcev z Velike Britanije, z Južne Koreje. Bi pa rekla, da je daleč največ hišk v Nemčiji, kar se tudi vidi na zemljevidu, kjer so označena mesta, kjer so hiške, ker so praktično po celi Nemčiji. To je vprašanje, ki me marsikdo vpraša in še danes ne vem. Zaradi tega, ker nikoli ne delam samo ene hiške naenkrat, ampak jih izdelujem več, ker je vmes veliko čakanja. Pač proces ima veliko korakov in torej naredim prvi korak, moram čakati, da se sušijo, potem začnem nekaj drugega vmes delati, potem se spet vrnem hiškam, naredim drugi korak, spet počakam. Tako da v bistvu ne vem, koliko časa rabim. Nekako ničesar ne vidim kot fail, oziroma se mi zdi, da se iz napak lahko veliko naučim in včasih iz napak naredim nekaj najboljšega oziroma neko novo stvar, ki je ne bi sicer sploh, ne bi niti pomislila na to. To poletje pripravljam poseben projekt ob 10-letnici mojega ustvarjanja in projekt bo poosebljal to, kar je Nika's Tiny House, torej mesto Piran, ustvarjanje in povezovanje z ljudmi iz celega sveta. Sem Nika Stegl in dobrodošli v Nika's Tiny House.